Tokrat se vračamo v Zgornje Posočje. Občino Tolmin smo že obiskali, danes pa je na vrsti občina Kobarid, zato v svoji družbi že pozdravljam župana Marka Matajurca. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa za povabilo v vaš studio in seveda in lep in prisrčen pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem Radio Robin, tudi v imenu občine Kobarid, pa seveda tudi v mojem imenu. Že takoj bomo začeli z najbolj perečo temo iz občine in to je seveda plovba po Soči. Pred kratkim je bil podpisan sporazum za neko enotno dovolilnico. Vi sporazumu seveda nasprotujete, v imenu občine ga je zato podpisal svetnik Branko Velišček. Morda vaš komentar na to in tudi razlogi, zakaj mu nasprotujete, kakšni so sploh prihodnji koraki? Ja, lejte, res je, da pač nasprotujem temu sporazumu iz dveh vidikov. Pač ne more podpisati ga svetnik, kljub temu, da je občinski svet dal neko pooblastila. To je ena zgodba, druga stvar pa je dejstvo, da tukaj iz tega vidika je občina Kobarid kar zelo oškodovana. Po izračunih iz lanskega leta, bom rekel, smo mi kar oškodovani nekako za v bistvu napram lanskem letu minus 32%, medtem ko občina Bovec v plus 360% in občina Tolmin slabih 800% plusa. Seveda se na tej točki postavlja vprašanje, ali bomo sploh prišli do enotne dovolilnice kmalu, bila bi zagotovo bolj prijazna obiskovalcem. Lejte, nedvomno, da bomo prišli, če se spomnite leto 23, ko smo začeli s tem novim odlokom kot občina Kobarid, ki je bila pobudnik, pa ravno tako je pristopila k tej zgodbi tudi občina Tolmin. Smo tudi imeli kar veliko težav, nasprotovanj, pa vsega možnega, je bilo vse napačnega, ampak izkazalo, da smo bili na pravi poti, da smo se pravilno odločili. Dobivamo tu že prve nekaj rezultate, kar zdajeva številčnosti na reki Soči kot obiskovalcev. Seveda, tukaj se malo zapletlo, ki so nekateri hoteli vrat na nos nekaj spremeniti. Veste, nekako, da prej ti ni zraven, pol pa hočeš prevzeti pobudo tudi gospod Branko Velišček, socialnih demokratov. On se je, lahko rečem, na prvi seji je zapustil sejo, ko se je glasovalo o novem odloku, v drugi se je pa vzdržal. Tako da, seveda, če bi malo poslušali tudi ti akteri, ki so bili zdaj malo, rekel, mogoče te, ki smo bolj delali na tem področju, verjamem, da bi bila zgodba malo drugačna, ne. Dobili smo na to temo tudi veliko vprašanj poslušalcev. Nekatere moti navajamo, da pot do Soče z brisačo na rami ne stane nič, s kajakom pa takoj 15 evrov. In morda tudi vprašanje, zakaj se ribiči, kopalci in nasplošno turisti lahko gibljajo kjerkoli po bregovih, kajakaši pa samo na določenih točkah. Glejte, nedvomno, da odlok, ki ureja plovbo na reki Soči, ne mogel v tem trenutku tudi vsega zajeti. Dejstvo pa je, da kajakaši in rafterske podjetja imajo določeno vstopno mesto z odlokom in se lahko samo tam gibajo, kar gre izven teh con, pa če so kazensko odgovorni. Seveda, zgodba je jasna, da imamo tudi ribiče, ki so koristniki tega prostora. Lahko v tem trenutku povem, da ribiči so izjemni gostje in po statistiki, kot jo imamo, oni v Posočju, če rečemo vseh območju treh občin, pa na območju reke Soče, kjer pač upravljajo svoje rekreativne ali pa hobije, so 6,7 dneva, ne, medtem ko ostali turisti so 2,7 dneva, se pravi en teden, drugi 3 dni, ampak kakorkoli že ne moremo vse naenkrat ugoditi in seveda tudi to mogoče bo prišel nek čas, da bomo tudi to začeli urejati. Poslušalca zanima, ali je sploh kakšna razlika med rekreacijsko in komercialno plovbo ter kako na Kobariškem upravičujete ceno dovolilnic? Glejte, kar zadeva komercialne ali rekreacijske, bom rekel, plovbi na reki Soči, še enkrat moram poudariti, da mi samo reko Sočo nimamo nič, to je le naravna dobrina, ki je država na čez, ne, ampak mi smo osredotočeni na vstopna mesta, tako da pač mi govorimo o tem nekako nadomestilu za vstopna mesta. Lahko pa vem, da na območju občine Kobarid, da je najbolj obremenjeno na celotnem območju plovne reke Soče prav Trnovo 1, kjer beležimo v sezoni tudi preko 2000 dnevnih obiskovalcev, koristnikov tega prostora. In seveda mi imamo že tudi nekatere projekte, eni so že pač vloženi za gradbeno dovoljenje, drugi so pa v pripravi, delali bomo fazno, ampak za tega, ki imamo zdaj, je ocenjena vrednost na 717 000 evrov. To se gre za del ureditve vstopnega izstopnega mesta 1, Trnovo 1. Na
tukaj bi bili pač primeren objekt, ki bi zagotavljali 3 ženske tuše, 3 garderobe ženske, pa 3 sanitarije, ravno tako moški, samo da smo na 2 sanitarjih, 2 tuših, pa 2 garderobah, plus seveda pametne table, električna polnilnica, kajti konec koncev vemo, da tja mimo tudi je kolesarska pot, ki bo peljala proti Bovsu. Tako da vlaganje bo veliko, investicije bo velike in če rečem, da preden bomo celotno vstopno mesto uredili, če rečem, z navezavo na državno cesto v sami vasi, pa dovozno cesto do izstopnega mesta je ena, verjamem, da je dovolj kar nekaj milijonska investicija. Beležite tudi kaj kršitev? Mislim, da je kazen za kršitelje tudi kar visoka, več kot 2-kratnik cene, mislim, da celoletne dovolilnice. Jaz bom tako rekel, vse reda v preteklih 2 letih je bilo kazni nekaj izdanih, prvič niso resno imeli tega odroga, ampak lansko leto je bilo bistveno manj tega. Letos se malo spet pojavljajo, ker nažalost zaradi prezasedenosti medobčinske uprave pa redarske službe je nadzor malo manjši. Moram pa povedati, da pač med največjimi kršitelji se mi zdi, da so bolj domačini kot tujci. Koliko turizma sicer beležite do tega trenutka letos? Je neka napoved za poletje obetavna? Nedvomno številke, ki kažejo, da rečemo do konec maja, ki jih imamo podatke, ki mi jih tudi zaupal Zavod za turizem Dolina Soče, imamo v mesecu maju v bistvu kar 54% porast nočitev v naši občini, ravno tako je bil plus v aprilu pa marcu, tako da po vsej verjetnosti bo sezona kar močna, seveda mogoče ne gre predpisati tudi nekaterih političnim razmeram v smetu, ki pač se tam nekje turizem zaustavlja, pa se tukaj mogoče tudi iz tega naslova kaj ojača. Kako pa je z obiskom reke Nadiže, ki je prav tako priljubljena poletna destinacija? Pripravljate tudi tam kakšne odloke, varovanja narave in tako naprej? Reka Nadiža smo že pred temi leti naredili eno prav študijo za celoten breginski kot, seveda, ki nam daje neke smernice in seveda tudi tam bo treba pristopiti malo bolj sistematično urejanje tega prostora, kajti mi vemo, da reka Nadiža je le majhen vodotok, kar pomeni, da je še bolj občutljiv in da je število pač obiskovalcev, kar je tam tudi lahko za ta živelj v vodi ali v vodi zelo obremenjujoč. Če se spomnite, smo imeli tudi pred 2 letoma, smo pač odlok nekako pravili bolj v življenje, kar težave s temi domačimi hišnimi ljubljenčki, kjer smo rekli, da ne morajo se nekako nahajati v neposredni bližini ostalih kopalcev, kajti to je lahko zelo nevarno, še posebno, če se gre za večje odrasliše pse. Ena pomembnih pridobitev za občino bo predstavljal vodohran Trnovo. K čemu bo doprinesel? Ja, res, vodohran Trnovo je bil financiran delno skozi evropska sredstva, delno smo sami pač lastni vložek imeli, gre se za investicijo zaključna investicija bo okrog 550 000 evrov, seveda je to prva faza, se pravi nadaljevanja komunalne infrastrukture v sami vasi. Resnično v preteklosti je imela ta vas kar težave s pitno vodo, se pravi, nekako je bilo le v poletnih sušnih obdobjih kar pomanjkanje te vode in seveda s tem bomo tudi odpravili vse te težave, ki so se pojavljale v poletnem času. Hkrati je pa tudi seveda to zgodba, ki lahko rečemo tudi pomembna za razvoj samega kraja, kajti konec koncev, če bojo prišli do nekih novogradnj, bodisi turistična nastanitev, bo ta vodohram le zmogel vse to prenesti in seveda tudi je pomembna požarna varnost. Pravkar je zaključena, mislim, da prva faza, kako bo potekalo naprej? Ja, seveda, kot sem omenil, prva faza je zaključena, seveda zdaj bomo šli pa po vasi naprej glavno žila, da bomo odpravili še kakšne manjše napake, kjer se še kaj mogoče je v slabem stanju ali pa mogoče tudi kakšne cevi puščajo, kajti mi vemo, da ta vodovod bo leta 1929 praznoval 100-letnico, in seveda v 100 letih se pa kar marsikakšna težava pojavi, ki jo je treba pač odpraviti z neko novo investicijo. Katerim investicijam v komunalno infrastrukturo se boste v občini še posvetili oziroma se morda posvečate v tem trenutku? Je kar veliko, če rečem, imamo 6 pomembnih projektov v občini Kobrit, ki so vezani na evropska sredstva, bodisi na sredstva TNP-ja, tako da tam ocenjujo okrog 1.400.000 evrov je tega denarja z strani evropskih sredstev ali pa z TNP-ja, tako da nekako bomo tu začetno fazo nekako proti
svinov, se pravi ojačanje vodovodnega sistema, kajti tam le bo v naslednjem letu nekako prišlo do tega, da bomo začeli z svinom sistematično delovati, kajti tam je le en veliko naselje, ki bo kar potrebovalo neko novo komunalno infrastrukturo, to, da se bo tam nadaljevalo, seveda bo tudi ozelenitev na območju neposredni bližini pokopališča, se pravi tudi skozi regijska z denar evropska sredstva, ki bo tudi investicija dobrih 800 000 evrov, pa ravno tako imamo v Breginjskem kotu nadaljevanje komunalne infrastrukture, se pravi leta 2024 smo zaključili izgradnjo čistilne naprave v Breginju in seveda zdaj bo pač potrebno nadaljevati zgodbo, da bomo vse hiše priključili, navezali na to novo čistilno napravo. Mislim, da pa čistilna naprava v Breginju ni edina, kaj ne? Ne, ni edina, seveda. Tudi mi pripravimo dokumentacijo v tem trenutku za samo vas Drežnico in pa seveda pripravimo dokumentacijo, ki gre proti koncu, se pravi za Staro selo, ampak po vsej verjetnosti Staro selo bo prišlo v Kobarid. Smo na območju kolesarske povezave Svino-Sužid Staro selo, na tem območju prav med Starim selom in Sužidom, če rečem, bomo nekako poskušali umestiti s tlačnim vodom, da bomo pobrali Staro selo s tlačnim vodom, povezali z Sužidom, naprej na Svino in tam seveda v čistilno napravo v Kobaridu, ki ima dosti močne kapacitete, da tudi te 3 vasi pobere v ta sistem. Ko smo že pri preurejanju iz komunalne infrastrukture, gremo sedaj na ceste, ker poslušalec sprašuje, kako je morda s preureditvijo nevarnega odseka na cesti pod Svetim Lovrencem. Kar zadeva nevarnega odseka po Svetim Lovrencem, imamo v letošnjem proračunu okrog 50 000 evrov in seveda bomo tudi začeli postopno sanacijo tega odseka. In seveda bomo prišli tudi do ponudbe ali pa izvajalca, ki bo to v letošnjem letu začel in naj bi se to tudi nadaljevalo v bodoče do tega odseka, ki je pač v nekim situaciji, ki jo je potrebno urediti, tudi prišel skozi čas do konca. Samo še to v tem delu, ena večjih pridobitev na Kobariškem bo prav gotovo predstavljal nov center za zaščito in reševanje. Kako blizu smo njegovemu odprtju, kdo vse bo imel svoje prostore v njem? Res je, center za zaščito in reševanje se končuje, pravzaprav prav 20. tega meseca je potekla pogodba izvajalcu, kjer me tudi nismo podaljšali, saj so stvari v zaključnih fazah, v bistvu gre se samo za neko odpravljanje napak še, ne, tako da računamo te nekje v oktobru mesecu, da bo otvoritev teh prostorov, še kako prepotrebnih prostorov, kajti vemo, da civilna zaščita nima niti lastnih prostorov, gorsko reševalci so v kontejnerjih, pa gasilci so v prostorih, ki niso primerni za njihovo delovanje, pa Rdeči križ, pa Karitas, tako da radio materiji, vsi bojo dobili te nove prostore. Če lahko tako rečemo, vse službe, ki spadajo pod upravo zaščito in reševanje, bojo v teh prostorih in verjamem, da ti prostori bojo resnično služili svojemu namenu in da, bom rekel, lahko rečem zdaj, ko gledamo zgodbo v zaključku, da smo naredili res en dober objekt, ki bo lahko zgled tudi ostalim občinam po naši državi. Kobarid je z okolico zelo priljubljena poletna destinacija, ne samo za kopalce, temveč tudi za pohodnike, jadralne padalce in predvsem kolesarje. Župan Marko Matejurc, kako kaže s kolesarsko povezavo med Kobaridom in Trnovim? Ja, moram reči, da kar v redu, ne? Tako bomo rekel, v prvem svetu regije, severno-primorske regije, smo pač sklenili v pomladanskem času, da skoraj 2 milijona sredstev gre v to kolesarko, ki je kar dobro nekako papirnato rešujemo. Hvala Bogu bo prevzela država na tem roko in seveda jaz lahko rečem, da hodim sam fizično do osebe ali lastnika do lastnika pobirati te soglasja, kar zadeva pogodb. In seveda lahko rečem, da smo kar v zaključnih fazah, mogoče ne stavlja še enih 5 in verjamem, da bomo to zgodbo rešili in da naslednjem letu že gre zgodba nadaljevanje v neki izvedbe in seveda pa ta odsek je še kako prepotreben, kajti ko bomo rešili ta odsek, če rečem z velike rede, kot pravimo, tam domačini iz Trnovega ob Soči pa do same vasi, je odsek, ki je zelo pomemben zaradi tega, ker ko to povežemo, ko se tu še te uredita kolesarska povezava, lahko rečem, da od Kobarida ali pa lahko tudi Tolmina po sončni strani, se pravi po levem bregu Soče do Kobarida, pa naprej
mimo Trnovega in ponovno na levi breg Soče pridemo do Bovca brez glavne ceste. Ni pa to edina kolesarska povezava, ki jo še načrtujete, nekatere so še... Ja, to je ena, rekel, zelo strateško pomembnih. Moram povedati, da imamo pa še eno zelo strateško pomembno, rečem prav zelo pomembno, strateško moram poudariti, to je pa navezava, se pravi Kobarid, Svino, Sužic, Staro selo, Kred, Robič, meni prihod Robič. Žal tukaj je narava nam dala rdeči karton, vse je pripravljeno, sprojektirano, ampak tukaj bo morala država na tem področju nekaj narediti in naravo nekako prepričati, da dobi država soglasi, kaj ti lahko rečem, ta je še bolj pomembna na nek način, kaj v Beneški Sloveniji je pomembno, da tudi tam se razvija nek turizem. Imamo veliko naših rojakov tam, ki si želijo tudi te kolesarske povezave in tudi on hočejo del turizma iz te naše doline, rekel, pripeljati tudi v njihovo dolino in seveda moram pa povedati, da italijanska stran, Republika Italija, že dela na tem projektu kolesarke in mislim, da v roku 2 let bo zgrajen prav do meje in upam, da bo od tega časa tudi država Slovenija prišla do tega, da bomo tudi mi tam že lahko s kolesarko. Če od športa in rekreacije zavijemo malo k lokalnemu gospodarstvu, obrtna cona Kobarid, ki je svoje parcele skoraj razprodala, ostala je samo še ena. Dejali ste večkrat, veseli vas, da so jih kupili tudi večinoma lokalni gospodarstveniki. Kako naprej z gradbenimi in uporabnimi dovoljenji ter kaj sedaj čaka še edino neprodano parcelo? Kar zadeva uporabnega dovoljenja za obrtno cono je uloženo, se pravi nekako v kratkem pričakujemo le uporabno dovoljenje. Veseli smo, da smo te parcele prodali prav domačim podjetjem, kjer se to pomeni, da se razvijajo in hvala Bogu, da je temu tako. Ostala je še ena neprodana parcela, seveda tudi to so že kupci, so interesenti, tako da bomo dali tudi v prodajo in verjamem, da bo nekdo kupil, ki bo z njo lahko rečem tudi odprl neko dejavnost, ki bo tudi za občino Kobarid pomembna. Seveda se zgodba nadaljuje, če rečem jaz kot župan že imam kar pogovor, ali pa sem že imel v preteklosti pogovor tudi za nekatere bližje parcele v neposredni bližini, se pravi obrtne cone, ki se praktično nadaljuje. Ljudje so pripravljeni tudi prodati in seveda bomo morali tudi v bodoče še delček obrtne cone kar zagotoviti, kajti konec koncev gospodarstvo je le tista panoga, ki je, bom rekel, zagotavlja meni plačo ali pa občinski upravi in seveda gospodarstvo je tudi pomembno za celoten razvoj, ne samo če rečemo občine Kobarid, ampak tudi za celotno regijo. Na Kobariškem ste pričeli tudi z gradnjo optičnega omrežja, nam lahko kaj razkrijete? Ja, res je, tako bom rekel, da v občini Kobarid kar nekako so letos v zaključni fazi vsa dela, kar zadeva optičnega kabla na območju celotne občine in prav vesel sem, da nekako je občina Kobarid prav tista prva, ki je prišla skozi neke evropske razpise tudi v to igro. Ja, moram povedati, da v preteklosti sem se kar veliko trudil okrog tega na posameznih področjih ali pa na področju tega telekomunikacije, ki ti potrebe tega in teh sivih lis optike v našem koncu je bilo veliko in seveda tudi od tega je odvisno gospodarstvo in ja, hvala Bogu, prehajamo v zaključno fazo in optika bo po naši občini praktično v vsakem zaselku, vsaki vasi. Morda v tem delu samo še to, pomembne za vas so tudi planinske pohodniške poti, katere ste uspeli urediti, katere morda urejate oziroma boste še uredili? Ja, v tem trenutku se nekako le ureja ta, če rečem, zgodovinska Obrežka pot, ki je najbolj nekako tudi obiskovana, ki pač le pelje do nekaterih markantnih točk, bodisi Kozjeka, bodisi Toncovega grada, pa samega nazaj prihoda v Kobarid. Seveda tam je potrebno kar skozi nekaj urejati in ravno tako je Soška pot, se pravi med Kobaridom, Trnovim proti Bovcu, kajti konec koncev vremenske neprilike povzročajo ali pa puščajo neke posledice, ki jih je treba upravljati in seveda v tem je treba tudi biti le pozoren do tega, kajti infrastruktura je tudi, če lahko rečem, kar precej obremenjena, kajti pohodnikov je tudi veliko v naši občini. Na zadnji seji ste sprejeli rebalans občinskega proračuna. Zakaj je bil potreben? Ja, lete, ta zadnji rebalans, pravzaprav prvi rebalans v letošnjem letu je kar bil potreben, kajti konec koncev prišlo je le do nekih finančnih vložkov ali pa finančnih
potreb. Kar zdaj samega reševalnega centra, se pravi nekako investicija je prebila za 7% prvotno investicijo, tako da je bilo treba okrog 300 000 evrov, slabih 300 000 evrov nameniti iz rebalansa. Druge dve pomembni zgodbi so se nam odvili za tem, da pač pod nami je bila svoj čas OTP banka. Seveda tam se ti prostori prodajo in se občina Kobarid ima predkupno pravico, v katero bo tudi uveljavljala in bo tudi odkupila te prostore. Seveda čakamo uradni cenitev. Nek denar je notre namenjen, se pravi 130 000 evrov, kar je po FURS-u ocenjeno, koliko bo končna ocenitev, ne vemo, ampak smo pripravljeni v odkup. Tretja zgodba je pa tudi zelo pomembna. Parcela, ki je bila namenjena svoj čas za nov nakupovalni center Mercatorja, naj bi šla v prodajo, tako pač smo le dobili to informacijo in seveda smo tudi notri namenili denar, ki naj bi bil potreben za odkup te parcele, kajti konec koncev rečem, to je gradbena parcela, ki ima možnost vsebine, se pravi trgovina, turizem plus za stanovanjsko zgradnjo, se pravi možnostjo dodatno, se pravi, če tako rečem po domače povedano, spodje trgovina ali pa nek turistična nastanitev, na vrhu so pa stanovanja. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. V proračunu je med drugim nekaj sredstev predvidenih za stanovanjsko gradnjo. Kakšni so plani prav na tem področju? Ja, lejte, na tem področju so plani, kot sem rekel, prva je ta parcela, ki jo bomo odkupili od Mercatorja, nekako čakamo to cenitev, seveda druga stvar pa je ta stanovanjski blok, ki pač nekako že kar nekaj let se vreče in nima nekega srečnega konca zaenkrat, pa verjamem, da ga bo dobil. Jaz moram povedati, da pač občinski svetniki po točko 8, ki so jo dali za blok, so pač zapustili sejo, očitajo mi samo voljo v tem projektu bloka, ampak to je dolga zgodba, ki bi morali imeti kar pol ure se posvetiti temu, ampak če na hitro rečem, ja, kdo bo delal ta stanovanjski blok na tem občinski seji, ki je bila 15.6., se pravi, je bil sklep ali stanovanjski sklad, ne, ali najboljši ponudnik, se pravi nekomu, ki prodamo naše papirje pa parcelo, se pravi, lahko je to tudi stanovanjski sklad, ne vem kdo je, ampak kdorkoli ga bo to dobil v roke, more do 1.3.27 začeti gradnjo tega bloka. Kaj ti leta 27, se pravi 15. junija, nam poteče gradbeno dovoljenje. Seveda do tistega časa je treba začeti graditi. Je pa dejstvo, da stanovanjski sklad ni obljubil, kdaj bi začel z gradnjo, kar to ni v redu. Zato mora biti postavljen tudi datum tistemu najboljšemu ponudniku. In med drugim vam očitajo tudi, da bodo to stanovanja za trg in ne javna najemna stanovanja za domačine? Glejte, zdaj stvar v tem, politika občine je lahko takšna ali drugačna, ampak dejstvo je, da od teh 9 stanovanj se občina Kobarid odloči za nakup nekaj stanovanj. Recimo 2, 3, 4, ostalo gre lahko na trg, kajti konec koncev mi smo naredili anketo, je dovolj domačinov, ki si želijo tega stanovanja kupiti in ga čakajo. Seveda, če pa imamo vseh 9 stanovanj mi, ne, ja, pač seveda, ampak stanovanjski sklad tudi ni tako bogat, da ne bi morali veliko denarja mi vložiti v to, da bi ta blok zrastel. Prej ste dejali, da ste bili v zadnjem času zelo uspešni pri črpanju državnih in evropskih sredstev, kar 6 projektov v tem trenutku poteka v občini Kobarid. Zakaj pa bi jih denimo v tem trenutku potrebovali? Državna in evropska sredstva. Ja, seveda, zdaj, ko sem rekel, nekaj projektov je, seveda zgodba se nadaljuje tudi za naslednje leto, če rečemo vstopno mesto 1 Trnovo je tudi v fazi, ki pričakujemo gradbeno dovoljenje, ki bomo se v jesen prijavili na razpis za evropska sredstva, ki vemo, da bo zaprav za te turistične točke namenjene. Ravno tako imamo v mislih in nadaljevanje projekta, se pravi Poti na stol. V tem trenutku tudi poteka ta projekt, se pravi je v realizaciji in seveda naj bi se ta projekt tudi nadaljeval v naslednjem letu. Tako da to sta že 2 projekta, seveda tudi kolesarske povezave, ki bo drugo leto začela, je tudi zgodba nekako teh zadev in je kar nekaj projektov, ki bi se moralo pač nadaljevati in seveda nadgrajevati tem, kar so nekako tudi začeti. Zelo pomemben za občane bo prenovljeni družabni objekt v Borjani. Kdaj in kaj bo tam nastalo? Ja, tam gre se več namenski objekt, pravzaprav družabni objekt za samo vas Borjana, seveda
tudi lahko da rečemo za breginski kot konc koncev. Tukaj moram reči, da je bila občina nekako njihov dolžnik, kajti v preteklosti iz njihovega objekta, takratna šola, kar občina počrpala nekaj denarja, vsa sredstva, ki so bila namenjena za projektiranje, in seveda tisto je nekako stalo in bo neko z mojim prihodom na občino smo pa le zagnali to kolesje in prišli do tega, da je zdaj v fazi izgradnje, se pravi, ta projekt nekako do konec leta bo tudi dokončan. Seveda so pa še neke mehke vsebine v naslednjem letu, ampak letos bo pa ta projekt zaključen in to je že funkcionalen. Pred glasbo samo še to, predvidena je tudi ozelenitev nekaterih občinskih območij, kje in kaj ta ozelenitev sploh zajema? Gre se za ozelenitev v neposredni bližini pokopališča, kot sem že v preteklosti prej omenil. Seveda tukaj se gre za gradnjo 50 parkirnih mest plus ostalo kot zelenitev. Ozelenitev seveda tukaj bo tudi urbani WC, se pravi, če rečem tako, z dodatkom tušev in z garderobe, pa tudi zunanji objekt, ki bo pač na voljo za pač koristnike tega prostora, da bojo se lahko tam usedli na klopcu, pa tudi kaj pomalcali, če bojo po kakšni aktivnosti, ki bojo pač opravljeni na območju občine Kobrit. Oddaja Dober dan, župan je pri koncu. Župan občine Kobarid Marko Matajurc je bil danes z nami. Katere projekte si želite izvesti do konca tega mandata ali vsaj do naslednjega poletja? Ja, seveda nekaj projektov je še kar, ki je bilo potrebno zaključiti, ampak pravzaprav lahko rečem, da se kar nekako nadgrajujejo. Se pravi, ja, resnično v naslednjem letu naj bi Svinov zagledal luč sveta, ki je zelo pomemben projekt in konec koncev lahko rečem največji projekt v državi, kar zadeva individualne gradnje. To je ena zgodba, druga zgodba seveda prihaja v občino Kobrit tudi ponudnik Špara, se pravi trgovski ponudnik Trgovec Špar, ki ga bomo nekako začeli tudi jeseni delati, ki nadaljuje naslednjim letom, ampak dobro, to ni čisto osebna stvar župana, je pa nadaljevanje poti proti Kobriškemu stolu in nadaljevanje urejanja druge faze, nadaljevanje faze se pravi v občini Kobarid, v vasi Trnovo, se pravi nadaljevanje vodovodnega sistema in tlačnega voda proti staremu selu in ravno tako pomembna zgodba, kar zdaj komunalne infrastrukture v sami vasi Drežnica, pa še eno zelo pomembno stvar imamo v Drežnici, seveda izgradnja večnamenskega objekta ali športnega objekta, ki imamo tu že pripravljen gradbeno dovoljenje, žal je politika v letošnjem letu ga dala na stran, tako da je kar nekaj projektov, ki bi bilo potrebno, da pač le v nekem zglednem času glede tudi luč sveta, kajti to je vse nekako razvojno naravnano ali pa potrebno za delovanje naše občine Kobrit za boljši jutri. Samo še za konec, ne moremo mimo vprašanja, ali se podajate tudi v tretji mandat? Se podajam tudi v tretji mandat. Ja, seveda se podajam v tretji mandat, kajti konec koncev bi rad le zaključil nekatere projekte, ki so prav vezani na to, kar pač sem jaz pripravil, podlage in da jih lahko speljem do konca. In upam, da bo tudi to uspelo in da bomo stvari zapeljali še bolj dobro in bolj razvojno naprej. Župan občine Kobarid Marko Matajurc, hvala, da ste bili danes z nami. Hvala tudi vam in sem vašim poslušalkom, ki ste poslušali. Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi v mojem imenu. Ostanite še naprej na valovih Radia Robin. Dober dan, župan.